Pozdravljeni! V tem zimskem premoru lahko v raznih medijih prebiramo izjave strani ekipe Red Bull, kako je njihovo sodelovanje s Hondo idilično, kako stremijo v isto smer, hočejo osvajati zmage, naslove svetovnih prvakov med vozniki, med konstruktorji, hočejo zopet zavladati svetu Formule 1. In v istih člankih tudi lahko prebiramo novice, kako sodelovanje med Red Bullom in Renaultom je bilo kaotično, kako niso dobivali tistega, kar so si želeli pri Red Bullu, kako ta stvar ni delovala. Okolikor primerjamo rezultate, ki so jih dosegli v sezoni 2019 in 2018, lahko pridemo do zelo presenetljivih zaključkov. Namreč v sezoni 2019 so pri Red Bullu v prvem letu sodelovanja s Hondo dosegli 417 točk. Tretji med konstruktorji. Dosegli so tudi 3 nepričakovane fantastične zmage, 9 uvrstitev na zmagovalni oder, a 17 elementov pogonskega sklopa so vgradili več od tistih dovoljenih. A to ne pomeni nič takega, sezona je bila po mojem videnju tudi nad pričakovanji. A po drugi strani v sezoni 2018, ko so bili odnosi med Red Bullom in Renaultom presneto skrhani, da se izjemno lepo izrazim, so dosegli 419 točk. Tretje mesto med konstruktorji, 4 zmage, 13 uvrstitev na zmagovalni oder in 21 elementov pogonskega sklopa več od tistih dovoljenih so porabili v celotni sezoni. Če se mene vpraša, so številke izjemno primerljive, kajti 21 dirk je bilo v obeh sezonah in ni velikih odstopanj ne na eno, ne na drugo stran. Marsikateri navdušenec bo rahlo začuden, kajti v sezoni 2018 nam je ostalo v spominu, kako nezanesljivi so bili pri Red Bullu s pogonskim sklopom Renault. Ogromno odstopov, a tu se vidi zvitost inženirjev pri Hondi. Njihove menjave so bile preventivne v boksih, še preden je prišlo do okvare na sami dirki. Tako da vidimo, da tisti 4 elementi razlike v bistvu niso niti toliko, a tudi nekaj drugega. Ko so v sezoni 2018 pri Red Bullu dosegli cilj, ko niso imeli odstopov, so dosegli več točk v tisti dirki. A vseeno, če potegnemo črto, vidimo, da sta bili obe sezoni nekje enakovredni. In sedaj ne da govorim kaj proti Hondi, želim poudariti dejstva, kje se morajo izboljšati, da bodo res v naslednjih sezonah bili enakovreden konkurent za naslov svetovnega prvaka in kaj jim še manjka do tiste dominantne vloge v Formuli 1. In seveda, prva točka, mimo katere ne moremo, je izboljšati zanesljivost. 17 elementov več od tistih dovoljenih je kar precejšnje število in menim, da ukolikor hočejo v sezoni 2020 resno zagreniti življenje tako Ferrariju kot Mercedesu, bi bilo pametno to znižati nekje na 5 do 7 elementov, govorim za oba bolida, tako da bi lahko v sezoni 2021 bili blizu tiste ničle, kar je idealna situacija. A po drugi strani se moramo zavedati nekaj. Seveda, med sezono smo lahko prebirali ogromno novic, kako je pogonski sklop Honda med najmočnejšimi, če ne že najmočnejši v karavani Formule 1. A če pogledamo malce bolj racionalne podatke, vidimo, da jim še nekaj manjka. Namreč zmagali so 3 dirke, 3 fantastične dirke in tu nimam kaj oporekati. A zmaga na veliki nagradi Avstrije je bil tudi dosežek ekipe, strategije, voznika in konfiguracija proge na veliki nagradi Avstrije je taka, da ima rada pospeševanje iz nizkih obratov proti visokim. Tista groba moč na vrhu režima obratov ni toliko pomembna. Na veliki nagradi Nemčije ne moremo mimo dejstva, da je bil kaos, da je mnogo nasprotnikov imelo težave, da se je zvrstilo tudi ogromno odstopov in tudi Max Verstappen ni imel prav posrečenega štarta na tisti dirki. Velika nagrada Brazilije je bila tudi v sezoni 2019 in tudi bo v prihodnosti loterija.
Dobre dirke, kjer niso dosegli zmage, ampak kjer so pokazali fantastično dirko, so bile po mojem osebnem videnju tudi velika nagrada Madžarske in velika nagrada Monaka. Spet dve progi, kjer pogonski sklop ni tisti bistveni element v vsej enačbi za doseganje zmagov. A če pogledamo rezultate na tistih progah, kjer pogonski sklop je pomemben, govorim Kanada, Italija, Velika Britanija, vidimo, da tam niso ravno blesteli. Velika nagrada Kanade je bila še solidna, ampak naprimer velika nagrada Italije, velika nagrada Velike Britanije je pravzaprav pokazala to, da pogonski sklop Honda ni na nivoju Ferrarija in Mercedesa in še ni zrel za prevzeti to vlogo. Zanimivo je, velika nagrada Italije, vemo, Max Verstappen je začel iz zadnjega mesta, se zgodi menjava elementov pogonskega sklopa, a ne moremo mimo dejstva, da oba tovarniška Renaulta sta bila na tej dirki pred obema Red Bullama. In seveda ne moremo mimo dejstva, da je bila šasija Red Bulla tako težavna, tako zahtevna, tako ekstremna, da drugi voznik, pa naj si bo to Albon ali Gasly, nista bila sposobna doseči mesta na zmagovalnem odru. Albonu je sicer malce zmanjkalo, a to ne spremeni dejstva, da je bila ta šasija izjemno težka za jo obvladovati in le talent Maxa Verstappena je dopustil te fantastične rezultate zaradi kombinacije pogonskega sklopa, šasije in voznika. To se pravi, v prihodnosti imajo še ogromno dela za postoriti, tako na zanesljivosti, kot tudi na moči, kot tudi, bom rekel, skupaj z Red Bullom na šasiji, katera bo dovoljevala z večjo lahkotnostjo dosegati take rezultate, kot smo videli letos. Seveda, želim jim v naslednji sezoni, da se bojo te cilji uresničili. Upam, da se bojo, kajti še z enim konkurentom za naslov svetovnega prvaka bojo dirke zagotovo bolj zanimive. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.